Slovenci smo na cesti fenomen. To, kar imamo mi, inštruktorjev vožnje, ne vem, če jih je še kje. Verjetno veste, o čem govorim, ne? Vsak, ki se usede za volan, ima takoj, misli, da ima pravico in dolžnost druge poučevati o vožnji. To je enega jezenja, kletvic, hupanja, ti uno gor dol. Mislim, pri tem bi vas rada opozorila na dve stvari. Če se v tem prepoznate, pomislite prosim, kar jaz vsak dan opažam, na to, kdo sedi za vami. Če ste šofer otrokom, nujno začnite preukvarjati misli, začnite delati na tem, da se boste lahko nadzorovali, ker so gobice, so spužve, se učijo, spremljajo, vse to ponotranjijo. In to vzamajo kot samoumevno in kot nekaj, kar je normalno obnašanje. In to ni okej, to vemo. In druga stvar, to jezenje ne škodi nikomur bolj kot točno in izključno vam, tistim pač, ki se tako zelo radi jezite. Zato dajte začeti preusmerjati misli, preukvarjati, kako to narediti. Tako, da pomislite, kaj se pri tistemu dogaja, uporabite domišljijo, zato da ni upošteval pravil, ali da vam je naredil krivico, ali da vas je silil, skratka, karkoli se je na cesti že dogajalo. Pomislite, mogoče pa tisti zdaj more toliko zelo hiteti in takole grdo voziti, ker žena ravno rojeva in on bi na vsak način rad ujel ta trenutek. Ali pa ne vem, mogoče pa tista lepunca dobila ravno neko njej ljubo novico in je čisto raztresena in zdaj ne vem, kje se od glave drži. To ni opravičilo za njih, da se razumemo, to je zgolj pomagalo za vas, da boste znali preukvarjati in nadzorovati svojo jezo. Ker če ne, ko vi začutite, ko vam začne vreti, in jebe vse po spisku in hupate in se jezite in kažete ne vem kaj, to ni nič. Energijo moramo mi imeti takšno, umirjeno, lepo, mogoče sem pa tja, da kaj vzvalovi. Veste, kaj se dogaja na cesti? Vi podivjate, razumete? In to širite, ne samo, da sebi naredite slabo, da vam štarta adrenalin, jeza, bes, to tudi delite naokrog. Podelite s svojimi otroci, z vsemi ostalimi, ki so v avtu z vami, in podelite še naprej, kolikor tega stanja ne uspete zajeziti, še vsem okrog, s katerimi boste v stiku.